Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mesečnik za oktober 2019. Moje ime je Lili Sorum in kot vedno, poleg numerološkega napovednika sem za vas pripravila še marsikaj zanimivega. Tako bomo ob koncu posnetka stopili tudi v Medi Vital, kjer nam bo Andrej Istenič razložil, kako se pripraviti na smrkajoče noske in podobne tegobe, ki prihajajo s spremembo vremena, se pravi prehladi, viroze in tako naprej. Oktobra pa odpiramo vrata novi realnosti. To pomeni, da naše izbire, vaše izbire, bodo imele dolgotrajen učinek, zato ne bodo hitre. Torej, ko se boste za nekaj odločili, vam ne bo padlo v naročje, ne pričakovati čudežev, izbirajte pa tiste poti, ki so prave, ne tiste, ki so lahke in hitre. Marsikdo izmed vas bo deležen nove priložnosti, torej naj oktober ne mine brez tega, da bi se posvetili znova tistim ciljem in tistim željam, na katerimi ste pravzaprav že obupali. To seveda pomeni pa tudi, da boste tudi vi nekomu ali nečemu ponudili še eno priložnost. Seveda včasih to ni najboljša izbira, sploh ko govorimo o čustvenih vampirjih in toksičnih odnosih, kateri so sestavni del letošnjega leta. V takem primeru pa, če se spomnite, smo poleti že delili prispevek, kako razmejiti svojo energijo s pomočjo števila 8. Jaz sem ga imenovala še boljše kot rezanje vezi. Imate v opisu linkec, naj vam tudi oktobra pri temu razmejevanju preteklosti in sedanjosti pomaga, kajti odpirala se bodo znova naša bolečinska jedra. Če imate to možnost, pogovorite se s svojimi starši, vzgojiteljico, učiteljico, torej osebami, ki so bili v vaši bližini, ko ste bili vi majhni, in jih poprašajte, kakšen otroček ste bili. Ste bili razigrani, ste bili odprti ali ste bili mogoče preveč korajžni, mogoče zelo plašni, predvsem pa jih vprašajte, kako ste se soočili z izzivi, z ovirami in z besedo ne. Torej, kako ste sprejemali zavrnitev, kaj je bil največji izziv, največja težava vašega otroštva. Največja verjetnost je, da se je takrat oblikovalo vašo prvo bolečinsko jedro, ki bo nekako kukalo na plan meseca oktobra, in ravno ko to pozdravimo, tudi sebe nekako bolje razumemo in naše lastne odzive, kajte verjemite mi, oktobra naša podzavest nam bo nagajala, velikokrat bodo trenutki, v katerih si bomo mislili, pa skje se je to vzel, to pa res ni meni podobno. No, v otroštvu smo se tudi učili postaviti za sebe, to včasih nam gre, včasih ne, zato bo mesec oktober prišla v nova osebna krajša analiza, ki je imenovala preprosto Postavite se zase. Temeljila bo na vašem rojstnem datumu, torej prilagojena bo energiji, s katero ste vi prišli na svet. Nekateri izmed nas smo mogoče preveč agresivni v tem, ko se želimo postaviti za sebe, ali preveč plašni, mogoče čakamo preveč časa in tako naprej. Torej, analiza Postavite se za sebe je prilagojena vam in energiji, ki je vaša. Vse to, kar rabite o tem vedeti tudi v neposredni bližini. Sam oktober pa, kot rečeno, bo prinesel intenzivne občutke, za katere ne bomo točno vedeli, s kje izvirajo, kajti naša podzavest bo imela žur. Pa dajmo pogledati, zakaj. Za snemanje sem za nalašč izbrala ravno močilnik pri Vrhniki. Tukaj je izvir Ljubljanice, za katero vemo, da je ponikalnica. Kar nekaj časa smo potrebovali, da smo pogruntali, da v bistvu gre za isto vodo, ki ponikne, pride nazaj ven, malo pokupa, spet zgine. Podobno je v bistvu tudi z našo podzavestjo. Kaj vse mi nosimo v naši podzavesti, ko sem pa kaj ven pokuka, nam malo nagaja ponavadi in potem spet zgine. Mesec oktober bo ravno to. Tisti trenutki podzavesti naših strahcev, mogoče tudi naših želja, ki bodo znova pokukali na plano. Dajmo ponoviti še tole. Smo v najbolj karmičnem letu tisočletja. Ta 19 na koncu na plano priteguje ego, pohlep, vse tiste stvari, za katere bi mi pri sebi si mislili, da to se dogaja sosedom, pa sodelavcem, pa takim ljudem, ki jih ne maramo, nam pa seveda ne. No, seveda tudi nam. Vsak izmed nas ima svoje strahove, svoj ego, neke napake oziroma stvari, izzive, s katerimi se sooča. Mesec v oktobru bo to nekako bruhalo na plano, ne samo naše, ampak tudi naše preteklosti, naših prednikov, naših korenin. O tem smo govorili tudi že meseca marca, torej tisti, ki ste že takrat spremljali moje mesečnike, ste verjetno na sebi že nekaj naredili. Sicer pa se pozanimajmo o tem, kaj vse pomeni kolektivna zavest. Zavest naših prednikov, kaj vse smo s svojo DNK prinesli s seboj na svet. Vse te stvari so del nas, imajo nekakšen vpliv na nas, včasih močnejši, včasih manjši, in v mesecu oktobru je prav, da raziskujemo prav to, sebe, svoje korenine, svojo preteklost, svojo podzavest. Vse tiste stvari, ki smo namerno ali nenamerno potlačili, pa ne gre za strah, jezo, žalost, prizadetost, izgubo ali želje.
Marsikdaj, ko smo odraščali, nam ni bilo nekaj dano, ni bilo omogočeno, pa smo to nekako odrinili. Svet se je vmes spremenil. Poglejte, zdaj se že na Mars, na Luno, ne vem kam vse že letimo. 80 let nazaj že sama aviacija in letala niso bila tako zelo vsakdanja kot zdaj, ko gremo z Ryanairom za nekaj evrov lahko praktično že na drug konec Evrope. Torej, vzemite si čas za sebe, razmislite, česa ste si želeli kot otrok, kaj od tega si še vedno želite, kaj od tega si lahko sedaj omogočite, predvsem pa bodite do sebe potrpežljivi, tako kot smo potrpežljivi do otročka, ki je siten, tečen, zoprn, ker je preutrujen. Torej, pustite svoje sosede, pustite svoje prijatelje pri miru, razen če jim želite pomagati, in opazujte svoje odzive. Predvsem takrat, ko ste tečni, ko ste sitni, ko vas glava boli, ko imate vsega bohan kufer, ko vam gre vse na jetra. Takrat so naši izzivi na nek način mnogo bolj iskreni, kot če bi bili naspani, veseli, nafrišen, zaljubljeni, kaj vse to lepo. Torej, oktobra si vzemite čas zase, poslušajte sebe, svoje korenine, svoje prednike, poprašajte malo svoje babice, detke o vaših prednikih, o vaših običajih in uživajte v temu. No, in ker ravno stojim pred Ljubljanico, pred izvirom, ki sicer ni tako zelo slikovit, kot bi bil spomladi, pa dajmo še malo ponoviti. Sam izvor reke naše Ljubljanice sega celo na Hrvaško. Jaz verjamem, da se vsi ne spomnimo vsega, kar smo se naučili v osnovni šoli, zato ponovimo. Torej, vode Ljubljanice se pojavljajo kot Trbohovica, ki izvira na Hrvaškem, Obrh na Loškem polju, Stržen na Cerkniškem polju, Rak v Rakovem Škocjanu, Pivka, ki teče severno po Pivški kotlini skozi Postojnsko jamo, ob Planinski jami, kjer se z Rakom združi v Unico, Unica, ki je ponikalnica na Planinskem polju, ki nato priteče na dan kot Ljubljanica iz več izvirov v bližini Vrhnike in Verda. Ta se izliva v Savo. Naj nas spomni na večni krog življenja. Včasih je lepo, včasih je temno, vedno pa je vredno živeti. Zgodba pripoveduje, da je veliki grški junak Jazon, se opravičujem, če narobe izgovarjam, s svojimi najbolj hrabrimi ljudmi krenil na drzen podvig proti obalam Črnega morja, kajti želel je ukrasti čarobno runo zlatokrilega ovna. V ta namen mu je najboljši izmed izdelovalcev ladij pripravil prav posebno hitro ladjo. 50 veslov je imela in zgrajena je bila iz lesa, ki ne trohni v morju. Seveda je Jazon v podvig uspel, čarobno runo je uspel ukrasti, no, ni se s tem zahvaliti med junaki, ampak vseeno. Ampak, medtem ko je bežal pred razjarjenimi vojščaki, pa je namesto proti Egejskemu morju zavil v ustje Donave in tako po Savi prispel se do sem, torej do izvira Ljubljanice, torej do močilnika, kjer pa se je, ko je prispel do sem, razplamtel strašanski vihar in grozilo je, da bo to dragoceno ladjo raztreščilo na tisoče koščkov. Jazon, ki je bil močan grški junak, kot se za grške junake to spodobi, je tako močno in silovito treščil v steno za menoj, da se je stena vdala. Odtis njegove pesti je viden še danes. Ladjo so nato tukaj razstavili in odnesli do Jadranskega morja, zato so potrebovali 12 dni. Kot se za grške junake spodobi, so bili veliki in urni, torej to je za njih bila resnično mala šala. Ali ste vedeli, da tik preden so prispeli sem, se je Jazon boril s strašansko grozljivo pošastjo iz močvirja? To naj bi pravzaprav bil zmaj, ki ga poznamo danes v grbu Ljubljane. Naj bo tale zgodbica v opomnik, da težavne okoliščine, ovire in napake so del življenja. Poglejte, še grškim junakom se zgodi, kaj se ne bo nam pa vam. In takrat, ko se zdi, da rešitve ni, se spomnite, da je prav, da zaupate sami v sebe, tako zelo močno, kot je Jazon zaupal v svojo pest. Rimski zgodovinar Plinij je Vrhnika oziroma Nauportus rad omenjal v povezavi z argonavti. Jazonova ladja je bila imenovana Argo po mojstru, ki jo je izdelal. Argo pomeni hitra ladja. A se to mogoče še komu ali sam meni zdi nekoliko nenavadno, da svojega otroka poimenuješ hitra ladja? No, kakorkoli. Tole je Jazonov pristan v močvirniku na Vrhniki, v nekoliko bolj jesenski izvedbi, kot vidite. Obisk vam predvsem priporočam spomladi.
Veliko govorimo o koreninah, o tem, da se vračamo k svojim koreninam, se pravi o prednikih, o naši preteklosti. Kaj pa, če bi zdaj mogoče stopili korakec nazaj in pogledali preprosto v naše otroško obdobje? Leta 2013 smo že večkrat povedali, da je obdobje notranjega otroka, našega otroštva, zdravljenja našega otroštva. Če imate le to možnost, pogovorite se s svojimi starši. Kakšen otrok ste bili? Ste bili zadržani, ste bili sramežljivi? Kako ste se odzivali na neke nove situacije, na stvari, s katerimi ste niste želeli ubadati? Kaj se je zgodilo, ko ste mami ali očetu prvič rekli ne? Marsikdo bo rekel, fotor mi je dal 2 okrog kepe, marsikoga pa so mogoče doma celo preveč upoštevali. Torej, vsak izmed nas ima drugačno otroštvo za seboj. Oktober pa je fantastičen čas, ko se poglobimo v to, kar naše korenine so. To pa ste pravzaprav vi. Kukuc! Sončnico povezujemo z veseljem, s pozitivno energijo, s sončkom, z radostjo, z optimizmom. V numerologiji bi temu rekli število 3. Letošnje leto, kot 2019, seštevek je 3. Torej, stopamo v obdobje jeseni. Takrat, ko je dež, si dajte sonček pričarati sami. Mogoče si boste prižgali svečko, popili čajček ali kavico, predvsem pa si vzemite čas za sebe in se obračajte tako kot sončnica proti sončku in verjemite, da bo še vse v redu. Zdaj sem v čudoviti zeliščni lekarni na Dunajski 111, z mano gospod Andrej Istenič. Tole je Medi Vital, če vas bo zanimalo kasneje, kam se obrniti po pomoč in nasvet. Jaz sem hodam že kar nekaj let, pa moram reči, da takrat, ker imam jaz težave, ali pa mucki, ali pa riba in tako naprej, vedno dobim dober nasvet, tako da hvala lepa, da boste svoje nasvete zdaj delili tudi še s kom drugim. Hvala za kompliment. Ja, ker je res. Bliža se obdobje prehladov, viroz, slabšega počutja. Vsi smo pametni, bom rekla, bolj ali manj za to, kako si lahko imunski sistem okrepimo. Kaj bi bil vaš predlog? Glede na to, da ljudje smo si različni, jaz verjamem, da marsikdaj gremo z najboljšimi nameni, ko beremo razne članke in prispevke sami v nakupe, pa pol nismo zadovoljni z učinkom. Kaj bi bil vaš predlog na svet? Ja, da grejo ljudje dejansko v naravno lekarno, da vprašajo za nasvet, kar je pomembno, kakšna oseba in kakšna osebnost je pred svetovalcem in tudi nenazadnje, kaj privedlo do bolezni. Tako da zdaj, če ste me vprašala, kaj bi priporočal, kot sem rekel, odvisno od človeka in njegove osebnosti, vzroka bolezni, ker imamo ogromno enih izdelkov za pomoč, samopomoč, za podporo in preprečevanje tudi prehladov, grip, bolezni in tako naprej. Če omenim samo kolostrum, ki je bil včasih zelo poznan, veliko otrok je zrastlo zdravih ob kolostrumu. Potem imamo ameriški slamnik, ki je zelo pomemben, ki je lahko kombiniran ali z železom, ali s propolisom, ali s C-vitaminom, kvercentinom in tako naprej. Potem jasno so vitamini pomembni, spet odvisno od človeka, B-kompleks, C-vitamin, D-vitamin, E-vitamin. Potem trenutno poteka moksanje za tiste, ki ga potrebujejo za dvig energije in odpornosti. Se opravičujem, ker vas prekinem, ali mogoče lahko za tiste, ki morda ne vejo, kaj to pomeni, na kratko opiševa, kaj to je moksanje? Moksanje. Moksanje je zdravilo za 100 bolezni, kot se reče po tradicionalni kitajski medicini, in sicer gre za pelinove palčke, ki so ali dimne ali brezdimne, in se z njimi grejemo 20 minut dnevno na določenih točkah, odvisno kaj potrebujemo, ali dvig energije, ali samo za boljše počutje, ali razsluzevanje sinusov, pljuč, pač predela maternice, trebuha in tako naprej. Tako da za več informacij je premalo časa. Absolutno, ja. Zdaj poudarila bi eno stvar, ki mi je zelo všeč tukaj pri vas. Namreč prej ste omenili kitajsko medicino, ni tiste klasike. Sem noter, ko človek pride, resnično nimaš občutka, da bi ti nekdo rad na hitro tebe rešil, a ne? Se mi pa zdi, da smo ljudje, se pravi kot kupci, veliko kot takšni, ko nas nekdo vpraša, a vam kaj pomagam, da rečemo, ne hvala, sam gledam, saj bom sam. Se pravi, na tem mestu bi vas predvsem spodbudila, da sprašujte vendarle, kaj gre skupaj, kaj se da kombinirati, kakšni so mogoče stranski učinki, če preveč nečesa zaužijemo ali pa če kombiniramo stvari, ki so mogoče
Niso ravno za skupaj? Seveda, absolutno svetovalcu pomagate, če Poveste, se stranka predstavi, če vpraša, kaj želi, zaradi tega, ker zelo hitro se da presoditi tudi, kakšna je stranka, kaj želi, ali želi več informacij, ali manj informacij, ali samo to, kaj lahko ponudimo in tako naprej. Tako da, ja, kadar pridete, pozdravite, lepo povejte, kaj želite in zagotovo ne samo pri nas, tudi drugje bo to veliko pomagalo. Kaj pa bi bila mogoče neka taka čisto splošna smernica, če se dobro počutimo, vemo, da se treba gibati in tako naprej, kaj pa bi bilo kakšna taka zadeva, ki bi nam vsem prav prišla v tem času? Kaj mogoče tudi največ pri vas je povpraševanje, kaj najbolj pohvalijo stranke? Zdajle, kot pravim, krepitev imunskega sistema, tisti, ki vejo, da v tem obdobju zbolijo, je sigurno probiotik, dobra podpora, kot sem omenil, kolostrum, tako za otroke kot odrasle, za ženske, sploh v času periode, recimo ameriški slamnik z železom, potem imava Bachove cvetne esence, veliko ljudi zboli zaradi stresa, rešilne so res rešitev za marsikoga. Ja, Bachove kapljice so zakon, res je. Tako da te stvari, je treba majčkeno pomisliti, pa kaj nekdo potrebuje zdaj v tem momentu. Če drugega ne, tudi samo C-vitamin, recimo. Je včasih dovolj, pa tako, se mi zdi, kakšne osnovne stvari včasih tako hitro pozabimo. No, pri vas vidim tudi veliko knjig na voljo, se pravi, lahko si tudi priskrbite čtivo za tele deževne jesenske dni, da se bomo sami podočili, kako in kaj. In pa vsak mesec imate eno zadevo zniženo, tako da jaz sem že kar malo firčna, kaj bo to zdaj novembra. Pa kaj bomo prišli k vam novembra? Novembra ne vem, oktobra imava Expectoral linijo. V Expectoral linija imamo krasen sirup proti kašlju, ki se zdaj že pojavlja, se pravi proti suhemu in produktivnemu kašlju. Tudi čaj, ki dviguje odpornost in zopet blagodejno vpliva na pljuča. Kremo oziroma mazilo za prsni koš. To je zelo dobrodošlo pri otrocih in pa starejših, ampak tudi pri srednji generaciji, ko je prehlajena, dejansko je lažje preživeti dan. In pa ginko, ki nam pomaga zadihati s polnimi pljuči. Pa pri našem spominu tudi. Tako, ker recimo jaz prej, ko sem hotela že kar v november zbirkati. Čeprav za spomin bi bolj priporočil Memory, kjer je poleg ginka še rožmarin, ginseng, oves in tako naprej. Skratka, zelišča, ki podpirajo prav možgančke. Fino. Jaz vam rekel, najlepša hvala za vaš čas pa za vaše nasvete. Gospoda najdete na Dunajski 111, to je zadaj za Mercatorjevo poslovno zgradbo. Spodaj v opisu je tudi link na njihovo spletno trgovino, čeprav razumem, mogoče nekdo ne bi mogel konkretno priti do vas, lahko vas prosi za nasvet, pa se po pošti pošle, tako da si tisti, ki vam mogoče Bežigrad ni najbližje, gospoda lahko poiščete tudi na spletu. Da najlepša hvala. Aha, in še zadnje vprašanje. Glede na to, da je to naravna lekarna, za vse tiste, ki so recimo proti kemiji, proti pripravkom, definitivno kot so pri vas tudi čajčke in kremnice, ki so 100% naravni, kaj ne? Absolutno. Izdelki so 80% tudi 100% naravni. Je pa nekaj tudi takih, kjer so kombinacije. Ki so malo manj, seveda, ja. Andrej, najlepša hvala, pa vse dobro. Hvala vam, srečno, bodite zdravi. Zdajle sem v letališčni lekarni na Dunajski 111, same enke, to je ful dobra energija, vam moram povedati z numerološkega, pa kaj je danes z mano stališča?